Slovenija ima novega loto pol milijonarja. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 594 tisoč evrov. Listek je bil plačan na bencinskem servisu v Kranju, kdo je dobitnik in v katero občino bo romal 15-odstotni davek, pa še ni znano. Sreča bi se lahko nasmehnila prav v Kranju, kjer so že večkrat imeli milijonske dobitke. In kaj bi si naključni Kranjčani privoščili, če bi na njihove račune kapnilo $500 000 evrov? Ana Vidic-Kostevc. 3, 5, 10, 12, 28 in 33. Številke, zaradi katerih bo novi loto zmagovalec na poletni dopust odkorakal precej bolj brezskrbno. Srečni dobitnik bo po prevzemu in po plačilu 15-odstotnega davka bogatejši za približno 505 tisoč evrov. Dobitnik se lahko zglasi po dobitek tretji delovni dan po objavi poročila, kar pomeni, da ga pričakujemo od srede naprej. Čas za prevzem pa ima vse do septembra. In kam bi s $500 000 evrov lahko odpotovali? Kakšno morje, kakšno Havaja, pa kaj tasga. Sicer pa so želje precej podobne. Hišo. Ali pa stanovanje. Stanovanje bi si kupila, se mi zdi, ker so res draga in jih je res težko dobiti, najemnine so res visoke. Pa tudi? Dal bi ga v dobrodelne namene. Moral bi staršem pomagal okoli hiše pa tega, pa ne, mogoče bi sebi kaj vložil vase. Srečnež je tokrat zmagovalno kombinacijo vplačal na bencinskem servisu v Kranju. To mesto pa je takšnih dobitkov že vajeno. V lanskem letu je bil tam tudi vplačan zelo visok znesek pri Eurojackpotu in sicer 37 milijonov. V preteklosti pa je tudi pri lotu sta bili vplačani 2 sedmici še takrat, in sicer 2011 in pa 2012. Seveda je srečno mesto, krasno mesto je, lepo mesto, srečno mesto. Najlepše mesto na svetu. In če vam selitev v Kranj vseeno ne prinese sreče, lahko poskusite tudi številko 33. V 12 izžrebanih šesticah se najbolj pogosto pojavlja številka 33, ki je bila do sedaj v srečnih kombinacijah kar 4-krat. Ali pa obiščete srečno prodajno mesto. In sicer je to v Radečah, bencinski servis, Petrol, kjer so bile vplačani že 2 sedmici in pa v lanskem letu tudi še šestica. Decembra pa lahko spet pričakujemo novoletno loto mrzlico, saj bodo tudi letos v prodaji posebne srečke, ki bodo prinesle nekoliko drugačne nagrade kot običajno.